Z ureditvijo območja bo del degradiranega območja tovarne Vipap revitaliziran, gasilci pa bodo pridobili nove, sodobnejše prostore. Torej, kot je verjetno že opaziti, je v področju tovarne Vipap prišlo do precejšnjih sprememb. Vse te stare objekte, ki so bili tam in so pa pokazali okolje, smo najprej odkupili, potem pa tudi odstranili, in moram reči, da se je temu pridružilo tudi samo podjetje Vipap, ki je potem odstranilo še del svojih objektov. S tem smo dobili en nov prostor, svetov prostor, v katerega se umešča gasilska dejavnost, ki tam se sicer že izvaja. Občina Krško bo še letos začela z deli širitve objekta, v katerem delujeta tako poklicna gasilska enota Krško kot prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi. Bili smo pred dilemo, da prostore poklicne gasilske enote energetsko saniramo, ampak hkrati tudi poklicna gasilska enota potrebuje nove prostore zaradi dodatnih vozil in pa predvsem zato, da jim oprema ne propada. Po drugi strani pa so potrebe po prostorih tudi pri prostovoljnem gasilskem društvu Videm. Zato so se v sodelovanju s poklicno gasilsko enoto Krško odločili za obnovo starega objekta in dograditev novih prostorov. Dobili bomo precej večji objekt, kot je sedaj, seveda sodoben, lepo urejen objekt, ki bo hkrati pomenil tudi ureditev tega prostora. Se pravi, ta izpraznjen prostor na območju starega bazena in belilnice v tovarni Vipap bo zrastel ta novi center za poklicne gasilce in pa prostori za prostovoljno gasilsko društvo Videm. Po pridobljenih ponudbah bo naložba znašala 3,2 milijona evrov in bo krita iz občinskega proračuna. Obenem pa načrtujemo tudi, kolikor bomo seveda uspeli na tem natečaju, da bi se na enem izproščenem delu, ki je še ostal na voljo, dogradilo oziroma zgradil tudi center za vadbo prostovoljnih gasilcev za področje celotne regije, se pravi regijskega pomena. Investitor tega bi bil v večini potem Gasilska zveza Slovenije. Gradnja in obnova gasilskega doma bo po terminskem planu potekala do leta 2021.